Ljudje in ljudje, poslušate 240. epizodo 8. sezone oziroma 8. božično epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, ostroumni in brezbožni onanistični detektivi smo. Tako kot je prav. Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in moja malenkost Aljoša Hlamo. In tukaj je z nami dvojnik Božička, njegovo visočanstvo Boštjan Gorenc Pižama. Nisem še naštudiral čizga, dej. sem pa, če smem, Smeš. bom malo Božička, glede na to, da danes delamo, kjer film bomo danes delali. Sem rekel, da imamo nekaj v stilu tega, nekaj v krščanskem slogu. Dej. In ker se mi zdi, da vseeno bi bila kri, božja kri, se pravi vino rahlo prerahla za nas, sem sklenil slediti vzoru častitega iz filma in sem nam prinesel, kot sem rekel, something to keep the spirits up. Gre pa, lahko pa tudi kombinirate to kot božjo kri, ker je zapakirana v ličnih rdečih pločevinkicah in pa prihaja iz Irske, tako da je katoliško. Žegnano, hočeš reči. Tako je, trikrat žegnano. Lepo. Hvala, Pižamc. Zelo smo veseli, da si spet z nami. Zdaj te kar nekaj cajta te ni bilo iz nekega razloga, tega, da te mi nismo klicali. Če bi nosil tele viskoče, že prej bi prej povabil. To je zdaj plan. Zmeraj je bilo tako, je Mito vprašal, misliš, da Pižamc to gledal? Sem se rekel, Pižamc, kaj pa on? Kdaj je pa on še kaj gledal? On gleda sam še Blueja. Današnja epizoda je božična in vzeli smo si tako temo, delali bom namreč kriminalko Wake Up Dead Man oziroma Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery, po slovensko Vstani mrtvec, ki si ga lahko od 12. decembra pogledate na Netflixu, kje pa drugje. Če opozorit velja, da bo ta epizoda vsebovala masturbacijo, hostje in kvarnike. In zdaj malo praznične glasbe. Kaj če ne bi ti takih zvokov delal? Če ti govoriš o orinaciji pa masturbaciji, to je... Sploh masturbacija pa hosti v istem stavku. V katerem drugem stavku? Wake Up Dead Man delamo, skratka, to je drugo nadaljevanje Knives Out, ki smo jo delali v daljni 34. epizodi, tovariši še pomnite, in pa seveda nadaljevanje Glass Onion iz 2022, ki pa ga nismo delali. Peglasta čebula. Ja, iz nekega razloga tistega nismo delali. Žanr kriminalka, skrivnostnica, detektivka, kdo je bil skrivnost zaklenjene sobe. Ustvarjalci je pa seveda režiser, scenarist Rian Johnson, ki je pred to trilogijo naredil Brick, pa The Brothers Bloom, pa Looperja in Star Wars The Last Jedi. Od vseh stvari na tem svetu. Zdaj, kot je značilno za to franšizo, ali kako bomo tem rekli, filmsko serijo, trilogijo, ker ne vemo, v resnici, mislim, da je, Igor, ti si omenil pred snemanjem, to je, skratka, Johnson je bil za 3 filme, ne? Za 2, enega je že naredil prej za Lionsgate, potem pa je Netflix kupil možnost za nadaljevanje in je dal veliko denarja za 2 filma, za naprej pa še nič ni zmenjeno, če bomo še videli, kdaj Benoit. Sam je rekel, da ima idejo že. Ja, samo Netflix mu mora dati denar. Ja, nekdo mu mora dati denar. Ja, zdaj, če ne bo Netflix vsega za Warner Bros. Zapravil, meni, da se bo še kakšen... Se bo Paramount zmagal. Ja. Go Paramount. Če še bo kakšen milijonček našel na Johnsonovem računu, pa bo lahko naredil. Ne kakšen milijonček, mislim, da je govore tako 200 milijonih na film. Da ni kakšen milijonček, no sej, zdaj ne bomo šteli. Ne bodo drobnjaki. Ja, Igor, pusti ljudem veselje. Kot velja, skratka, za to filmsko serijo, seveda, igralci ni da ni, ne?
poleg Daniela Craiga, ki igra naslovni vlogi, ki ga on je nož. On vstane. V glavni vlogi Benoita Blanca imamo Josha O'Connorja, pa Glenn Close, pa Josha Brolina, pa Milo Kunis, pa Jeremyja Rennerja, pa Andrewa Scotta, pa Kelly Spaney, pa Thomasa Haydena Churcha, Jeffreya Wrighta za par sekund, minut. Joseph Gordon-Levitt je spet samo kot glas, kot že v prejšnjih dveh filmih. Skratka, ni zelo taka klasična ensemble zasedba. In pa preden gremo seveda na sam film, bo pa še Igor na kratko povedal, o čem se tale film gre za tiste, ki niste pogledali, pa ste se vseeno odločili, da boste poslušali. Torej, začne se s tem, da župnik, Duplicity, whatever, Judd, pripoveduje Benoitu Blancu zgodbo o tem, kako je prišel v to župnišče, kako ima težave z obvladovanjem jeze, kako je lokalni župnik /Thanos kreten in kakšno toksično kongregacijo ima, na to pa še, kako je prišlo do te smrti. Vse v redu, ali še? Okay. Pozabil sem povedati, da sem enega od viskijev dal uspavalo. Te ful je boljš, če ne vemo, katerega. Ja, sej. Tega ne. Smrt je ta prava misterija in šerifinja Mila Kunis je poklicala Benoita in zdaj smo, kjer smo. Thanos stane... Zdaj smo, kjer smo. Ja. Thanos stane od smrti, ampak je kmalu spet hin in na pol v kislini. Kdo bi lahko bil za v tem? Vprašaj, pot v Damask, klicaj. Sveti Pavol, ali kaj? Ja. Savel. Tukaj lahko citiramo na poti v Damask, lahko citiramo Shrapnela, splate od Bigga Woodsa, Maps, ki prav, on the road to Damascus, better call Sola Cap, it's getting bad in traffic. Okay. Point well made, ja. Torej, ja. To je ta film. Skratka, delamo skrivnostnico, kriminalko, kjer ugotavljamo, iščemo morilca. Zdaj to je, se pravi, tretji film Knives Out in za prvo rundo seveda, kako nam je bil kaj všeč, bomo šli skozi čist naše prve vtise in kot zmeraj ima Pežamc prednost, ker je gost, pa krati Pežamc mogoče tudi glede na prejšnja dva filma, kako ti je bil če ju primerjaš s prejšnjima dvema deloma. Ni imel, se mi zdi, da tudi polka so se z Mojco pogovarjali, ni bil toliko gimiki, kot bi recimo bila, sploh ta drug, ki je bil zelo, ampak da imaš zelo veliko nekaj tudi dejanskih čustev in patosa noter, tako te na par točkah te stisne, se pravi, Benoit Blanc je še zmer smešen in pač s tem naglasom svojim. Pa cela oprava. Za katerega pravzaprav sem zelo vesel, da niso šli s tistim planom, da bi imel vsakmu filmu drugačen naglas. Ampak da je ta pašemo, mislim, kaj ga poslušaš, dan, kaj rečeš Scooby-Dooby-Doo. In super, itak odigrano, fino, te liki, zelo, zelo pozitiven, bi rekel, izkupiček na koncu, ampak bi pa več. Mogoče ena stvar, nekaj bi jo mogoče na začetku menil, ker sem spremljal tele dva duhovnika, se pravi Wixa pa Judda, zelo tak prečetovski feeling. Je bil, če ste brali Small Gods, recimo ta Judd je zelo ta brother, se pravi nek deček, ki ima to čisto vero, ljubezen do sočloveka, na drugi strani imaš pa nekoga, ki tam je, da Vorbis je človek visoko v hierarhiji oziroma vrhovni, sploh nekaj izkorišča vero, pač za neke svoje interese, tako kot tudi tukaj Paul Wix, seveda gre to. In ko se zdi, je tudi to vidno, kako dejansko Paul tudi vsakič v vsakem filmu potem Johnson vzame nekaj, kar je tukaj in zdaj. Se pravi, nekaj, kar se zdi zelo, zelo aktualno, tako kot je bilo v prejšnjem filmu, se pravi v Špeglasti čebuli, si imel to COVID, se je poznal, pa vso to neko bogatijo, že te zametki tega biljonarskega sranja, ki ga imamo danes še bolj razbohotenega. Tukaj pa tudi ta radikalizacija sploh moških
noro je, prijav, mislim, celo Jeremy Renner, ne, ta Moriarty reče, da sleep tarts. Dejansko je vse pa unka sajka razlaga, kdo vse, ne, proti čemu vse se bori, ker je tudi 5G pol na koncu. Ne, to ne razlaga proti čemu se bori, ampak hitere pristope. Bravo, zato, da bi bil uspešen politik. Ne, kot to je treba. Ne, to moraš vse. Tako da dajmo tukaj reči zelo, zelo, zelo fino in skupaj z Benjonom Blankom odigram Untakt Fantoma iz opere. Fajn. Igor, kako se je tebi zdel film? Meni je prvi film je še vedno daleč najboljši, potem drugi je lušen, ampak me je malo razočaral, tale je spet gre naprej, se mi zdi, da je boljši, ampak da vseeno pač si tudi prvi je bil tako presenečen, ker si vse te like pa koncept spoznal na novo tukaj, potem pa že veš, kako bo Blank deloval, pa te ne morajo ene te stvari toliko presenetiti, ampak se mi je pa zelo dopadel. To vprašanje vere in odnosov, zdaj, torej župnik in njegova kongregacija in kako je lažje nekoga ven izključevati in delati na tem, kot pa vključevati, kar pač proba tale Judd narediti. To se mi je zdelo, da je dost pomembna neka tema, da se odpre. Moram pa reči, da cel ta mystery del pa je bil mogoče malo švoh, ker je bilo enih par stvari kar očitnih. No. Sem imel tudi sicer idejo, da je pač Wix za vsem skupaj in da je pač neki tale, da fejka smrt ali Romeo in Julija in to. In sem vesel, da niso šli te poti. In še kakega dvojčka dali not, ker sem vedel, da dvojčka ne bo v končni fazi, ker so že v prejšnjem filmu imeli, ne? In hvala Bogu, da je to karto izkoristil, ker dvojček karta je res malo tak. Mogoče bi se tle sam preklopil pri teh kdo je storil na eni točki, tam na začetku ga vidimo, ko še enkrat ponovimo, ko Judd tisti križ drži in se ozreke in vidi, da je on mrtev, mojica bila, iz križa je ven izstreljen. To smo ni slaba, ne, sam bi se na posnetku videl. Recimo je tudi, danes se že videl, se je tako naredi to ljudje, nekaj te movie details, da če pozorno gledaš, ko Wix pridiga, se vidi, da ima pršito uno glavo vzad na talarju. Okay. Ja. Super, Mito, kako se je tebi zdel film? V redu, boljši od dvojke, ne pa toliko kot enka, ampak moram reči, da je v bistvu lepo zaokrožena celota. No? Jaz sam nimam teh veščin, da bi zmogel že prej prepoznati, sem si pa mogoče nekaj zdaj v tem času, ko se z vami družim, tlele, izostril, ne, da pač v zadnjih 16 minutah. Ja, to so teh. Ne, da v bistvu mi po neki dramski logiki začne ratovati jasno, kdo bi znal biti. Ne? In glede na to, mi je potem na sredi filma mi je nekako kliknilo. Ne morem pa reči, da mi je bilo jasno zaradi sledi, ki so bile nastavljene, ali pa kako skupaj z Benoitom Blankom v bistvu detektiva špilaša. Ne? Tako da to je bilo vse super. Pa moram reči, da en feeling še mi je bil mogoče, koliko se spomnim prvega, predvsem niti ne drugega, je, da si lahko bolj sodeloval v raziskovanju. No. Se mi zdi, da v dvojki pa enki tega niti ni bilo toliko prisotnega. No. Mislim, malo bolj se mi zdi, da si bil detektiv kot pa v prvih dveh. No. To je vse moj občutek. Ajde, mogoče, ja, recimo. Ja, meni je bilo. Pa tudi struktura mi je všeč. To, da Benoit Blanc ni prve pol ure, ne, da imaš ta neki flashback, recap, ampak niti ne veš, kaj se odvija, zato ker bereš pismo, ampak to potem se ti razkrije kot nek post-festum logika. Ne, to mi je bilo zelo všeč, da se mi zdi, da daje večjo težo likom, ki jih spoznaš. No. Godler je kopiral Kasarh, pojav še čist na koncu. Okay. Nisem bral tako. Definitivno je kopiral Godlerja. Tako nekako, jaz tudi, meni je še vedno prvi film pač najboljši od vseh treh, mi je pa bil ta tretji. Jaz res sem se skušal nekako, res sem imel velike probleme med gledanjem tega filma, moram priznati zato, ker jaz sem takoj razumel, kaj se dogaja. Ampak in to me je bolj malo motlo in skušam biti fair do filma, ker se mi pa vseeno zdi, da to, kar je tudi Pižamc omenil, ta podton družbene kritike, da je bil zelo pomemben tukaj in se mi tudi zdi, da je
zdaj, ko nekaj dni že minilo, potem bom šel tudi po moje na Letterboxd popraviti svoj opis. Ja, sem še en zatipk tam tudi, kar 5 prebrati. 5 ulic. Skratka, ja, to zato, ker bojkotiram ChatGPT, da mi več ne popravlja. Skratka, zelo se mi zdi fino ta družbeno-kritični moment, kjer res pokaže to radikalizacijo vere in razliko med obema župnikoma. Pač Žut je prijazen. Izjemen mi je prizor, ko pokliče za tisto informacijo, da bi gradbeno podjetje, da bi zvedel, kdo je odprl tisto. In čeprav deluje tudi super znotraj kriminalke, ker še malo večja napetost, pa ti noče povedati, ker se pol izkaže seveda, da je to en ključnih podatkov. In mi je pa fino, da pol ugotoviš, da on, kako se na tistem trenutku zaveda, da je zašel nekam, kamor ne bi smel iti. In da skratka on zdaj raziskuje morilca, namesto da bi opravljal svoje poslanstvo, ki pa je absolutno to, da so vsi dobrodošli, kot tudi reče ne nazadnje Benoit Blancu, ki pride, ne, da vsak je dobrodošel, tudi če si ateist, si dobrodošel v tej cerkvi. In to je seveda, jaz mislim, neko sporočilo, kar mi doživljamo samo po Odmevih, ampak to se v Ameriki absolutno dogaja. Vera se radikalizira, weaponizira, instrumentalizira. Hvala, zdaj sem se spomnil, kako mi je Mito to sjajno prevedel zadnjič. Instrumentalizira se vera zato, da skratka, da napada politične nasprotnike, medtem ko vera bi mogla biti vključujoča. In se mi zdi to sporočilo izjemno in da je pride v res v enem dobrem času in ne nazadnje je to čar kriminalk zame. Da pač ne samo, da je pač ta zaplet in iskanje morilcev, ampak da ti da neko atmosfero. Da ti nekaj dobrega pove o katoliški cerkvi. Hvala, Igor. Točno to. Hočeš validirati zgodna leta svojega življenja. Tako. Recimo, glih ta prizor, s to Luis, ko se pogovarja. Mislim, tam je tudi genialno, kako v trenutku zamenja ton, kako se v trenutku prestavi iz unga nekaj, ona pa zdaj tle nekaj blebeta, pa brbla, pa vsi se režimo, kako je zmedena, pa to. V naslednji sekundi smo pa vsi tako, mi sočustvujemo z njo in kako je nekaj više tako dol popelje, ampak vse nivno, da bi te zabil z depro, ampak glih to pokaže, da je neko upanje noter. Pa mogoče tudi glede tega še, nekaj si rekel, pač, da je bilo jasno, saj se tudi sklepaš, kje točno skrito, ampak je res, mislim, ni bolj to kot kdo, ampak kako v teh primerih. Vse veš že, ampak kje so zdaj naredili tisti twist, kje so zamenjali eno stvar, oziroma je bolj to, pač, da... Recimo, jaz sem sicer vedel, kako. Ravno zato. Viš, jaz pa ne. Mislim, meni je bilo super, da je nastavljeno nek metanarativ, ki so te knjigice noter, kao ta book club logika, pa da imaš potem te 3 pristope do locked room zagonetke, in da opusti eno, za tiste nas, ki nismo vešči tega žanra. Mislim, meni je bilo to super. Pa Aljoši se videl, da je en teden nazaj gledal glihkar Spider-mana 3, in je rekel, tale Thomas Haden-Church, on se bo pa ta njega olibi, se bo sesul kot pesek. Logično. Ja, hvala. Hvala. Vedel sem, da rabim tebe v tem podcastu, ker me štekaš. Hotel sem, dajmo povrstiti, bomo šli še k temu zapletu, in zakaj in kako. Meni se je zdel tretji del, da gre tudi malo nazaj k prvemu v tem smislu, da je v ospredju ta, bomo rekli, vloga pomočnika Benoita Blanca, tam je bila Ana de Armas. Si tudi v drugem delu smo imeli tole sestro, ampak se mi zdi, da nekako ni prišla to do izraza, oziroma vsaj njen karakter ni. Ne, zato ker je morala fejkati, da je svoja sestra. Ni mogla priti. Ampak tukaj se mi pa zdi, da je spet in da je predvsem to film, kjer je pač skratka, ki ga precej nosi Josh O'Connor, za to svojo vlogo Juda. Ker tako kot je Mito povedal, tudi v začetku imamo Juda v spredju in pozneje zvemo, da je to Benoit Blancu, skratka moral napisati celo zgodbo in vse to, ampak tukaj imamo njegovo zgodbo v spredju, kako, zakaj on pride sploh sem, kakšni so njegovi odnosi in vidimo tudi njegovo perspektivo, kako se te like vidi. In v resnici bolj kot vsi liki, čeprav so tudi tukaj zelo skuša biti Johnson zmeraj tisto, kar je seveda za kriminalko najbolj važno, da so različni značaji, različni liki, da jih ti znaš ločiti med sabo in da jih seveda razumeš kot osumljence
zelo drugače med sabo. Pa tudi, da so utilitarni, kako ne rečem. Thomas Johnson zelo dobro mehaniko posredi pri pisanju, no? Da v bistvu te like, ki niso sicer razdelili do amena v Scorsesejevski logiki, Silence, naprimer, ali kaj tasga, da zdaj ta logika ni tako... Samo katoliške filme. Absolutno. Ampak, da so ravno prav razdeljeni, plastični, za to, da odslužijo nekako te svoje kljubice, pa vlogo, pa mehaniko, zapleta in tako naprej. In tu v tem je Johnson, moram reči, vsaj meni, izjemen. Tudi pa te določeni metanarativi, ki so potem noter tudi Star Wars, wink, kako je v bistvu namignil na lastno naracijo. Tako da v bistvu zelo fino narejeno, pa prepleteno. Pa ne vidim nobenega minusa tukaj, oziroma vse tudi prej je že imel to nekako nastavljeno, ampak v temu se mi je pa nekako zdelo stopničko više. No? Super je tle, kako on dejansko to ekspozicijo, ki jo dobimo na začetku, kako jo pol lepo noter uplete, pač in tukaj reče, zdaj le že 1 uro tole pišem, ko veš glih ura filma, filma nekih teh noter, tako kot tuno, ki ima 10 minut spovedi in pol umre, ker toliko časa traja. Pač so te bombončki noter. Pač nima tega, ne bi rekel, še smo to travme, se verjetno vi tudi ne, te ekspozicije iz Game of Thrones, tako hvala Bogu, da tega ni bilo tle, veš. Then I played with her ass. Mislim, ker pač glede na to, da je v župnikih, bi bilo ful prostora za ekspozicijo. Tam ni nobenih malih otrok. No dobro, je pa veliko o masturbaciji. O tem se moramo pogovoriti. Se moramo, dajmo se pogovoriti o masturbaciji. Pusti pižamce, da človek pove svoje mnenje. Jaz sem bil samo zelo razočaran, da človek, za katerega je delovalo, da je res da prav monoseksualec, da pa izvemo, da pač je bil na eni operaciji in da je vse samo laž. To se je tudi meni zdelo, Meni se pa zdelo, kot da je del nekaj groznega skozi, ne vem, neki kao, on je rekel neko radikalno prostato, neki, kot da mi je klešara ali nekaj tega. Mislim, je to res bolj grozno od neprestane masturbacije. Najprej še bolj grozno je to, da se neprestano trudi. Ali pa da laže. Ker v bistvu to slika, da se mu njegov korenjak ne dvigne, pa da se on trudi, je še bolj grozna slika. Res je rekel, njegov korenjak se mu ne dvigne. Bi želel kakšno drugo sliko? Glede na to njegovo zdravstveno sliko, bi prej rekel njegov mlahavko. Okay. Igor, ti si hotel nekaj povedati? Pa prosim, nadaljujemo masturbacijo. Zelo zanimiva taktika je, da proba zafrikirati ga, ampak pol, ki vidi, da deluje, pa skozi gre na isto in potencira. Masturbacijo. Točno to. In v bistvu imaš masturbacijo kot metaforo za masturbacijo. Lepa. Vidiš. Lepo, hvala, Igor. Jaz bi tudi rad povedal vsem, ki zdaj tole poslušate in masturbirate zraven. Ne. Dajte nas ugasniti, pa dajte si gor pando, kako ga čutim, ko sem sama seboj. Masturbacija ni nič slabega, kljub temu, kar vam skuša zdaj povedati, in tudi ni nič grešnega, čeprav je za božično noč. Jaz sej, če si samo stal. To so to, Okay. Lekcija filma, ena izmed lekcij filma je tudi če greš potem k spoved. Veš, kaj se zdaj sprašujem? Zdaj dvignimo čaše, kaj v teh čašah? Jezus, pižam. Ti si viski prinesel. Tu steks. Skratka, v tem filmu je kar nekaj takih zelo aktualnih stvari. Meni se je izredno dopadel Andrew Scott kot Lee Ross, pisatelj znanstveno-fantastičnih šundovskih znanstveno-fantastičnih knjig, tudi pokaže 2 naslovki, ki sta fantastični, Mythos Glacy za naslednje moje knjige. Super naslovki, skratka. Predvsem pa to njegovo veliko razočaranje, ki zdaj piše pač tem nekim preperjem in potem tudi konča se tako zelo žalostno. Tam je bil lep dol, zelo žalostno za njega. Tako vsi izgledajo tako, kot so oblečeni kot... Izgledajo kot Walter iz Lebowskega. Se omene, kdo omene, da vsi njegovi bralci izgledajo, kot Walter Ball pokaže direkt Brolina, kaj isti. Dejansko, jaz sem tako prve 5 minut čak,
Kdo je zdaj? Kdo ga sploh igra, ker ste si zdaj v tej poziciji, ste si zelo zgleda, kot da ni uspel dobiti Jeffa Bridgesa, pa je rekel Brolinu. Ne, drugače pa tudi Andrew Scott in njegova, super je, da je njega vzel zraven, ker zdaj imamo tudi troboj hot pristov. No? Jaz smo imeli že Josh Brolin, O'Connor in Scott kot bivši hot prist, zdaj več pač je to titulo mogel predati. Jaz mislim, da absolutno, jaz sem sicer bolj Tim Brolin. No? Meni je sicer po eni strani, ko sem ga gledal, mi je tudi ful zanimivo, ker mislim, da tudi on to na neki točki omeni, da pač danes cerkev več ne more, pač mora iti še vedno svoj evangelij in pač če se cerkev drži svojih zapovedi, pač ene stvari mora povedati, ne pač kar on tam na prižnici pač jih biča in ne vem kaj. In meni se do neke mere to zdi čisto legit v resnici, če ti verjameš vse te stvari, da je skratka cerkev, ne vem, proti splavu, proti ne vem kaj, pol so ti ljudje grešniki in pač moraš jim to povedati. Kako si ti na zadnjem referendumu? Jaz bi si zelo želel, da pridem v cerkev in da tam na prižnici res poved. Si ti čist fan onih warrior papežev iz klasične. Še 2 tedna se Aljoša na Jezersk preselil. Pa v članov stražo. Zraven ostalih 50 članov. Tam je zelo lepo. Na Jezerskem je edina župnijska cerkev svetega Ožbolta. Povsod druge so podružnične, resno pravi, tudi podružnica, tam je pa dejansko tako. Pa se Ožbolt je bil, on je bil warrior. Tu imamo tudi cerkev svetega Ožbolta. Pa ravno na Jezerskem se dogaja tale serija, ki je na nacionalki. Se hoče reči Nemirna kri, sam je neki drugega. Ki Vesna igra Herto Kosmina. Ja. Takšno je življenje. Tak je life. Selavi. Nemirna kri se pa dogaja tak 10 minut ven z Ljubljane. Mislim, Nemirna kri se lahko dogaja tudi na zavodu za transfuzijo, ko so ga napadli vampiri. Kje smo mi zdaj? Pri Blade 2. Oziroma 1. A pa pri Prešernu. Kako smo zdaj zdaj ste me zmedli. Aljoša, kipa. Zdaj, ko smo malo mi je žal, prebral sem Aljošovo knjigo, to hočem zdaj povedati. Ne, samo to, da nisi not upeljal Prešernovega vampirskega soneta. To mi je malo žal, to je. Tudi meni. Ja. Zamujena priložnost. Bojo še drugih pisateljev. Naslednja njegova knjiga je Levstik od Litije do Čateža. Ljudje cepijo. To bo tako kot Kalifornija, veš, kot Brad Pitt pa Juliette Lewis. Ampak od Litije do Čateža. In tako jih na lojtrnik nametavate trupla. Ne! Žalec ti piši svoje knjige, mene pusti na mir. Mislim, ker tam imaš tudi rešeno to, kdo se znebi trupel, ker Levstik začne to od Litije do Čateža, počakala sva staro babo, da nama je pot odnašala. Lepač, to je to so bili temelji slovenske literarne scene. Žalec si absolutno zapomniš preveč reči za naš podcast. Zdaj smo bolj simpli. Ja, mi smo bolj. Se pravi, jaz sem na lovu, vi ste pa vem. Točno to. Bravo. Tle glave se potirajo ta podcast. A smem nazaj ta vlak vreči v tirnice? Probaj, ker jaz ne znam. Ostali smo pri veri, ki bi želela biti instrumentalizirana za določene družbene namene. A se ti zdi, da je v bistvu tlele Ryan Johnson nekako pronicljiv preko tega lika? Ker meni se je zdelo precej ilustrativno. Mislim, bilo je zelo on the nose. Ko bi rekel, ni subtilno, ne matra se on subtilnim. Da on ni delal His Dark Materials. Ja, Ryan Johnson ni glih človek subtilne naracije. Mislim, da ful obvlada drugih zadev, kao humor, mislim, da je zelo lep vizualen, pa tako naprej. Ampak medtem ko tale družbeni komentar tukaj, ali pa vse tale točka, vse ta specifična. Ali pa v Last Jedi, ali pa v Brick. Dobro, v Star Warsu je zgolj toliko stvari, ki jih lahko počneš, onkraj Skywalker sage. Zgodba za kdaj drugič. Ampak ne, tako se mi zdi, da v bistvu, imaš določen narativ tlele, ki pa pač, zdaj ne vem, ti kot poznavalec žanra, a bi lahko rekel, da je to pesek v oči, ali je to karakterizacija, ki je fajn za zaplet, pa za nasploh narativ? Mislim, jaz ne bi ga sodo preostril. Jaz mislim, da preprosto ti v takem omejenem cajtu, ko imaš toliko karakterjev,
do neke mere se moraš pač zanesti na stereotipe v tem smislu, da zelo hitro narišeš nek karakter in da je ta karakter drugačen od nekega drugega. In tukaj jaz mislim, da pač zaneseš se pač na take stvari. Ja, seveda ti liki nimajo nekih odtenkov, ne? Pač vsi so dokaj neprijetni ljudje, a vsi imajo tudi, ko jim pač ta župnik sooči, potem imajo neke skrivnosti, skratka imajo neke stvari, na katere niso najbolj ponosni in tudi imajo neke skrivnosti, ki jih lahko skrijejo, od zdravnika, ki pije, do skratka unga, ki v resnici ni njen sin, za katerega sicer ona misli, da je njen brat, ampak v resnici je sin župnika. Ne? Vsi imajo neke take stvari. Jaz mislim, da v kriminalki pač včasih moraš. Mene ful mi gre na živce, ko kdo reče, to je pa stereotip, ampak včasih, za nek stranski lik, kaj bo zdaj? Ne mora imeti neke dolge zgodbe, neke travme in tako naprej. Sprav tako, kot lik od Mile Kunis, ki nima čist nič. Ja, recimo. V bistvu, res je. Mila Kunis je prazen lik, ne? Ona je pač popolna. Čeprav je pa tle prvič, ne, mislim, da ga res policija pokliče. Dveh ima on uleti, pač ga familija, pa ga pa policija, ne, se pravi, zdaj že začel malo tako letala, tako da vizitke. Na LinkedInu se je pojavil. Bi pa jaz dodal, da Mila Kunis tukaj igra lik, tak lik, s katerim je zaslovel njen mož, Ashton, prazen. Čeprav jaz sem pa bral, da je Lindsay Lohan hotel imeti za to vlogo. Najprej in pa za to vlogo od zdravnika, da je hotel Toma Hardija dobiti. Tom Hardy, zakaj pa ne? Tom Hardy. Mislim, seveda, zakaj pa ne, ampak se bi zmogel po Tom Hardy. Jaz mislim, da je Renner in franchise komentar, ker je pač so imeli tisti njegov, kaj že hot sauce ali kaj v prejšnjem. Pa pač imaš tega človeka notki, nekdo drug in se mi je zdelo zabavno. Ja, tako da meni se zdi, da je vseeno to kar v redu naredil. To, kar se tiče razvitih likov, vse tudi v prejšnjih dveh so bili zelo stereotipni. Tako v prvem filmu Incel sin, oni sin od pač slavnega pisatelja, ki upravlja z njegovim premoženjem, pa sam nič ne zna. Hčerka, ki je se sama na lastne noge postavila, potem ko je fotor dal $1 milijon za podjetje in tako dalje. Tako da to je bilo vse tam. Ko si rekel postavili na lastne noge, tle mislim, da to je bil pa en od 3 najboljših jokov, ki imajo na koncu, ko se dobijo in ko ta čelistka, če sponori in ko vstane, ne, in pol gleda in začne, it's a miracle! Ne, se znam hoditi, sam boli me. Glenn je izjemna. Kako so na koncu pol naredili? Mislim, tudi se zdi, kar se maske tiče, na začetku, ko je še zelo neka vitalna, starejša občanka, tam, ko ima pa spoved, nekaj pa pri spovedi pa že čisto pergamentna koža, pika ven silijo, res se je naredili pač, da tudi vizualno vidiš, da to je skrušena oseba, tako kot si rekel, subtilnost. Subtilnost pustimo za Jackass. Ne, mislim pač, Dostojevski je napisal cel roman o tem procesu, mi ga pa lahko tukaj prikažemo v par sekundah. Ja, ampak to v končni fazi, sej nekatere stvari je pa dober naredil. Meni se ful dopade, da je na koncu pač ta neka razlaga umora, pač zajema tudi to, da je spektakelski umor. Ker v resnici včasih, ko imaš te kriminalke, je umor po nepotrebnem zapleten. Pač, dobi ga na samem, zadavi ga, ustreli ga, karkoli pač boš, ni treba komplicirati. In tukaj je ta komplikacija, zakaj je ta umor z hudičevim bodalom, v javnosti, na očeh vsem pravzaprav, je pač neka logika, da je pač to nek tak spektakel, s katerim oni seveda skušajo ta umor tudi instrumentalizirati za neko svojo pač svoj narativ stajenja in maščevanja in ne vem kaj. In to se mi zdi zelo fino, da je to naredil, ne? Ker recimo v drugem filmu jaz mislim, da ni nekega blaznega razloga, zakaj jih je on na otok povabil in pol tam neki tamani za brez veze. Mislim, ko imaš ti toliko denarja, bi lahko... Sej tam jih ni na otok povabil s tem razlogom. Tam v bistvu jih je povabil zato, da bi žurali, pa da bi probal pozabiti, ampak potem s tem, ko pride ona, ki bi naj bila mrtva, tja pa pač se spremeni. Pri vsem tem denarju bi lahko tudi drugače naredil, verjetno. No? Ne si povabil, jih je že prej. Ja, ampak tudi jih ni rabo pobiti na otoku, lahko bi počakal, pa bi šli dol, pa bi jih tam pobil z ladjo. Se jih ni nameraval pobiti, dok ni ona prišla. Ja, pa je v paniko padel. Dobro, ne bo. Res ne bo. Ne, dajte, mene to zanima. Tudi če v paniko padeš, imaš dovolj denarja, da paniko zelo na easy narediš. Ne rabiš
Glej, nišče ni v paniki, si ti, ko nekoga zadaviš na samem, ne pa ko elaboriraš poli neke strupe, vlivaš ljudem pijačo, to več ni panika. To je že... Dajmo Aljoša ne matrati z Glass Onion, ki je edina stvar, ki bi on praznal, je Günther Grass Onion. No, ja. To so te pani za une 3 študente primerjalne književnosti, ki to poslušajo. Veš, da sem se zdaj pižam spomnil, zakaj tebe ni bilo tako dobro. Ampak na primerjalni so pa downloadi through the roof. Ja, tistih 6 študentov primerjalne. Če gremo zdaj seveda k temu umoru, ki sem že k temu začel. Moj problem, ki ga pač imam, je seveda, da je ta misterij zaklenjene sobe ima, tako kot je pač pove Benoit Blanc, po te knjige sicer nisem poznal, ampak ima določene rešitve. In s tem, ko zamoči četrto, ki je najbolj očitna, zato ker... Meni ne? Dobro, ja. Pa v teh knjigih niso samo 4, ampak jih je 7. Jih je 7, ja. Skratka, on zamoči tisto, ki je... Ček. Ki je med najbolj očitnimi, je pač zelo je signaliziral, no? Vsaj meni, zato ker... Samo te breme znanja. Ja, ampak tudi ne vem, meni se zdi, da tudi... Kako ti sploh kaj uživaš? Tako kot režira, zelo izpostavi, kako Glenn Close, ko zagleda truplo, pa skratka plane in kako se vsi obrnejo k njej in takrat veš, da ima Jeremy Renner zdravnik dovolj časa, da pač... Viš, jaz tega nisem vedel, ne? Mislim, jaz sem vedel, da je Glenn Close morilka, zato ker je njena minutaža, glede na njeno starletsko težo, zmanjšana. Z župnikom in tako naprej. Evo, to sem jaz mislil, da sem se naučil ravno toliko tega dramskega štofa. Čeprav jaz sem recimo na eni točki, sem prej mislil, da sta ona dva sodelovala. Ja, z župnikom. Neka fora, da bo Wix. Pa tudi, ne vem, na neki točki sem bil jaz, fakt, to je, se zmolca, to je Orient Express. Ga ni bilo na unmu seznamu, so rekli, mogoče ni bilo. Čeprav tudi ta seznamom je super, ker se pogovarjajo, ne, pa to so brat, pa to so brat, pa to so brat. Kdo pa se stavil ta seznam? Oprah. Ja, se bilo je par takih. Ne, jaz sem pač takoj tudi potisnen, ko se začne ta predzgodba mame, vlačuge, karkoli bomo. Hotnice, ja. Tam sem seveda skušal, da je denar ali karkoli pač je skrito v grobnici in da je moral grobnico odpreti. Ja, seveda, ker je zelo dobro nastavo. Tako. In tudi, ko pove, da je ona umrla pred grobnico, ker je probala odpreti. Tako. Te stvari in pol, ta z zdravnikom pa njuna mi je bila zelo hitro jasna. Seveda, zdaj nisem čisto vsega pol skušal pač dragulja, ker tega pač ne moreš. Tudi sem mislil najprej, da je una cela stvar, pač karkoli že je tista podloga za... Da je tam noter, ne? Ja, da je tam noter tisto, kar bi bilo najbolj očitno, ne? Ampak vedel sem pa, da neki morajo grob odpreti, da tam neki je. In zato sem tam pač pričakoval tudi jaz, mogoče, da je to v dogovoru z župnikom, samo zato, da grobnico odprejo, ne? Da je pač mogoče ne smejo, če nekdo ne umre od njih. In da so pol to naredili. Razen, če bi rekel, tudi not je en penis narisal. Raketo. Ampak Glenn Close je pa pač preveč očitna zaradi blazne minutaže, pa hkrati pač Glenn Close je. Ja, pa tudi ta njena perspektiva kot nezanesljiv pripovedovalec, kar se pol izkaže, bila je prisotna pri Granddaddy, za užitju diamanta ali evice ali kakorkoli. Moram pa reči, da sem pričakoval, da je ta narativ o hotnici lažen. Tako ga dajo naprej, imaš občutek, to pa je nekaj čist tipičnega, kar si cerkev zmisli za to, da demonizira ljudi, ki imajo nekaj proti njim. Ne? To je nekako štorija filma. Ampak potem je ona dejansko demolirala cerkev samo z drugega vzgiba. Jaz mislim, da ni demolirala ona cerkev. Ker je bila živna in ta pripoved malo tako predstavljena, a veš pa je Glenn v resnici hčerka njegova. Ne, tudi na neki točki. To sem pomislil, Wow. Tako se mi zdi, da bi se Aljoša ni tega pomislil. Ne, Glenn Close pa res ni nikogaršnja ščerka. Tako se mi zdi, da to je komentar tudi na neko temo, ki jo ta film da, da v bistvu te zgodbe, ki si jih govorimo, ali je cerkev, vera, ki si jo govori sam sebi, ali pa ateizem, ali kakorkoli, da v bistvu to je tisto, kar ti usmišlja življenje, da pač da je smiselno, tako je. Ja, se mislim, da prav on pove nekaj Jude, na neki točki, da pač to so zgodbe, da pač fora je v tem,
da nam da pač to lažbo in to, in da ni fora v tem, a je res ali ni. Bolj ali manj je tudi to pač morilčik in motivacija. Sorry, malo smo ga stopili. To so za te otroške pravljice. In potem je morilčikica vzela nožiček. Sorry, glih včeraj sem bral, ker se skriva očko v bradi, pa se še pravim odvod. Noži, zmeraj noži. A to veste, da je Lavrič naredil parodijo? V slovenskih klasikih v stripu 2 je naredil parodijo, kaj se skriva očko v bradi. Konča kao, najhujša stvar je, da se v bradi skriva očka. To se prebral mojo oceno na Goodreadsih. Nisem še, moram, na Goodreadsih mi dal oceno. Na to dotično knjigo. No, grem pogledat. Na pet pogledati v meni. Vi se pa pogovarjate o tem filmu, to ni več pomembno za me. Ampak mislim, tako se mi zdi neka tema, nasploh, kaj so te zgodbe, ki si govorijo. Kaj to misliš o bradi? Ne, tudi ampak meni se je drugače konec zdaj čist super, tudi tako kot Glenn Close odigra. Všeč mi je tale, ilustracije, top shit zgodbica, pa pač whatever, nisem zih, koliko je tam malo razumel, ker sem še jaz rabo malo, da sem skontil. To nisem jaz napisal. Ampak mi je všeč, da so ljudje iskreni. Ni to lepo. Zavidanja vredno dogajanje v pižamovi bradi, ki še luskavici srbeš odtegne. Tako da, mi to dobiš serave en ajmar seraveja za nov let. Zdaj smo še v Božiču. In meni se zdi tudi v končni fazi, zaradi vsega tega, kako se konča ta zgodba in ne vem, kaj je ta film, da je to zelo tak lep božičen film, ker... Zato, ker tudi meni je bilo zelo všeč, mislim, da je nekdo tudi komentiral, si ti, Igor, delil nekaj na Blue Skyju. Meni je všeč, da je tudi meni je všeč, da Benoit Blanc nima neke strašne predzgodbe, v kateri bi mi zdaj odkrivali, da ne vem, ženo so mu umorili in on vse svoje življenje je po svetu iskanju morilca in zdaj odkriva pač tudi druge zločine vmes. Meni se zdi, da je on čist fajn, tako kaj je, da ne vemo, kaj je dosto njem. Ampak v tem filmu pokaže neke te človeškosti v tem smislu, da skratka, kako je ime liku od Marti, da možnost, da se sama prijavi, ne samo, da se prijavi, ona dejansko se ne preda policiji, ker pač umre, ampak da se spove pred smrtjo. Ja. In to se mi zdi taka zelo človeška, zato ker on celo namiguje, kot da ne ve, kaj se je zgodilo, da tega pa ne zna rešiti in tako. Samo zato, da ji da to možnost in da ona pride in poklekne pred Juda in da v bistvu prvič Judu da tudi to, mu potrdi njegovo vlogo, ker ga je pač Benoit zvlekel v to, da on raziskuje na mesto, da bi skrbel za svojo, kako se že reče, svoje ovčice. In čredo, in hkrati pa tako kot sem rekel, hkrati pa njej da priložnost, da se spove pred smrtjo, prizna grehe in v resnici potem na nek način se preda in ne ulovi morilca, ampak pusti morilcu, da pride sam. In to se mi zdi taka, v resnici lepo, on, koliko je prikazan in koliko je ta lik za stanovanje, pač obseden z ugankami in pač hoče rešiti in nič ne vidi drugih ljudi in tako naprej, kot vsi detektivi. To je njegov lep konflikt ali pa kontrast vsaj z Judom, ker se mora odločiti, kaj je tvoj, a je to tvoja igra, ki je ti bolj pomembna, ali tvoj poklic. Tudi je fino na koncu, pravzaprav, ko upletajo pol noter še nekaj, pač da moraš tudi čerki oprostiti. Se pravi, tlej še ta moment, da dajo res to pač, v redu, ti lahko ne odvežemo grehov, karkoli, ampak mora biti pa popolno odpuščanje tudi z tvoje strani. Se pravi, da kaže, da ima pač, tako kot prečet, ta small god, se pravi, je ta empativna vera je tista, pravzaprav, ki ti pomaga biti človek. Tako, in zame je to sjajen božični film, iz tega stališča. Pa hkrati tisto, kar jaz spoštujem, ker Hollywood tukaj včasih ne zna, recimo prave mere najti. Benoit Blanc je ateist, on pride, je ateist in odide kot ateist. Nesreča, ni nekega spoznanja, tam ga svetloba oblije in ne vem kaj. Pridejo trije duhovni. Ampak ni tega, da bo zdaj on vero našel, ker to je bilo meni vedno mal nadležno, ker v Hollywoodu preprosto nisi mogel imeti ateistov, tudi Fox Mulder mora imeti Dano Scully, ki je znanstvenica, ampak je hkrati verna, ker pač. Ja, in potem tisti znani stavek, ne verjamem v Boga, se vseeno, on verjame vate.
Tega nihče ni rekel tukaj. Hvala Bogu, ja, ker Ker Ryan Johnson vseeno zna to pisati. ja. Tako da ja, te stvari so mi vseeno blizu. No? Tako da moram reči, kljub temu, da sem takoj pogruntal, mi je vseeno film, fajn se mi zdi, pa ne nazadnje, tako kot zmeraj trdim in to zdaj moram samemu sebi povedati, potovati v času in reči, Aljoša, a nisi ti to rekel? Da mi je ljubše, da pogruntam in da imam možnost pogruntati, kot pa v nekaterih knjigah in filmih, kjer absolutno ne morem ničesar pogruntati. To me zelo, 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 zelo moti. Recimo v kakšnih prejšnjih Demšarovih prvih kriminalkah. Nisi mogel pogruntati, ker on kar nekaj zve, neko ključno informacijo, ki ti razkrije morilca iz neke časopisne novice in pol reče, to je morilce in je bilo tako, ok. Zakaj pa nisi bral tizga cajta? Zdaj pa povedati, Nuk ima arhiv. Dela imajo tudi tu ime Rože, kjer imaš določene stvari v latinščini vmes, on odkrije in potem pove v latinščini in si tak. Dobro, no, latinsko bi pa res mogel znati. No, Igor, to pa res, ja. Zakaj? Ja. Sapienti sat. Ja. Etc. Ibid. Erare humanum. Ja. Eke homo. Gaudeam. Zelo. A smo izčrpali naše mrtve jezike. Ja. Jaz mislim, da sem. Okay, to še kaj smo hoteli pri tem reči. Dajmo še malo o humorju reči. No, kako se vam je zdel humor? Lušta, ne, humor iz to je tema. Zakaj je moja tema? Zato, ker sem že ful vmes povedal, ena od teh mogoče, ki jih še nismo omenili, tudi zelo humornih je ta kapele, ta lik od Benoita Blanca naprej skozi vse, ki prijeta v avto in se mu pržge kaseta noter. Kaj je bilo to? Iz Cats je bil in sicer Skimbleshanks, The Railway Cat je komad. O moj bog. To sem pogooglal, ne poznam. Jaz sem gledal, verjamem ti. Ampak ni Cats od teh pesmi o mačkah, ki jih je... T.S. Eliot. Ja. T.S. Eliot je napisal knjigo, na kateri temelji musical Cats. Ja, se imaš tudi pri nas v prevodu izdano pred par leti. Ja, mislim, da pred Cankarjevi založbi. Ampak ni to Cats, to je kar neki. Ne, Cats je kar neki, če ti gledaš to verzijo s temi CGI mačkami. Ja. Če si šel pa leta 81 v London in si tam gledal, je bilo pa formativno. Postmodernistični štirih gledal. Ne, nisem, ampak dejansko en moj kolega je postal maček zaradi tega, ker je, imel maček zato, ker je hodil okoli z majico od Cats musicala. Okay. A ja, kliče tega maček, ni postal maček. Ne. Ja, šel je rekel, gospod zdravnik, a lahko prosim, zdaj to ne zrihtate? Jaz bi se rad jajca polizal. Pa rad bi se ral v pesek. Ker so vsi drugi pokupili WC papir med korono in ga ni več. Ljudje, mi to snimamo sred knjižnice, v akvariju smo, folk hodi mimo in nas gleda. In Božič je. Božič. Meni je všeč ta dvojno nastavljeni ljudje, mi to. Jaz sem maček. Absolutno si velik maček. Če se lahko vrnem k svojem poslanstvu, kot anglist. T.S. Eliot je napisal pesmi o mačkah, ki so kar tak dost nonsens pesmi, modernistične in zabavne. Okay. In potem je Andrew Lloyd Webber naredil musical iz tega in več ljudi je vprašalo Eliota in Webbera, ampak ali to namiguje na kraljico ali pa whatever, in so rekli, in sta oba rekla, ne. To je nonsens. Jaz hočem zdaj videti The Wasteland, the musical. Wow. To bi pa tudi jaz šel gledati. Ali pa Love Song of Jail for the Proof of the Musical. To bi bilo. Mislim, vse je song. Prneš še par tehle two-stacks. Glej, preden se čist razpustimo, imamo dve vprašanji poslušalcev v Pripejte k obodu. To je rubrika, ki je Pižam zdal ime, zato tukaj, ki ga imamo glavno tukaj, bom še to enkrat omenil. Hand of the Queen sprašuje, koliko hud vam je Josh Brolin na lestvici od meh do živa legenda. Meni se je tu zelo dopadal in tudi Weapons se mi zdi dober oziroma prepričljiv. Mal preletavam njegov opus in delo in ima nekaj hudih vlog, torej Josh Brolin je meh ali živa legenda. Josh Brolin je najboljši Guni.
To itak. Ampak je imel tudi zelo dobro leto, se mi zdi, da nimel sem čak še nekaj, je imel Weapons pa tole, pa še nekje je bil, če se ne motim. Bolj kot živa legenda bi rekel, da ima ful dober comeback story. On je rekel, da v bistvu za do Coenov, za No Country for Old Men je njegova karijera predvsej tako šebi. In da ko sta ga poklicala za tole, ko se je v bistvu res pripravljal pa učil za to vlogo, da je mu ful pomagal. No, da v bistvu se mi zdi taka, to bolj kot legenda. No. Izjemen. Bil je tudi zelo dober George Bush, tisti film je zelo kul. Oliver Stone, film W in on igra. Edino, kar je tam problem, je, da zgodba se začne, ko je on študent in 45-letni Brolin igra tam študenta na faksu in je tak, ok, no. Pol dalje pa je v redu. Saturday night, gris. Ne, mogoče, evo, čisto še dve te humorni, no, ker smo se prej v humorju, ker sta tudi zelo dobro funkcionirali. Ena je ta čiska Benjo Blanc, pač, ki komentirajo tega modela Saja, ki skozi snema. Ne, ker tudi prav his video, ne, prav is still trendy, prav je Benjo Blanc owned with a P. Whatever that means. Ja. Pa unaka obračajo truplo mrtvaša. Pa že on, ki prije tako, wigli. Tista me kar malo zbudila. A ti R kot D izgovarjaš? Kak? Če ti R kot D izgovarjaš. Danes, kaj gli božič. In pa, ki ga prevrnejo. In tam sem imel, to sem tudi gledal, no, da so dejansko naredili repliko njegovega telesa, češ kao, da je on preveč nakvihtan, da če bi on bil tam, bi rekel, da Ben župnik ni tak. No, mislim, pri tej količini masturbacije, kor mora imeti. Točno to sem hotel omeniti, hvala priznam, da si ti in ne jaz. Igor, ti si hotel nekaj še reči? Ni bilo povezano z masturbacijo, domnevam. Jaz bi šel na humor nazaj, onkraj masturbacije, ki je tudi smešna. Obstaja humor onkraj masturbacije. Zdi se mi, da Johnson, ne vem, a je samo vtis takšen ali pa ne, da zelo dobro obvlada ta nek slikovit situacijski humor, da ni zgolj ta stand-upovski, SNL-ovski. Ni te razni ameriški, ampak je bolj to znati izrežirati. Zna postaviti sceno, ni kao mi bomo zdaj improvizirali, pa kar bo smešnega ven prišlo, pa bomo pol to v filmu uporabljali, ampak je bolj tako Edgar Wright. Da je vizualen, naprimer, meni je pač montaža je smešna, ko reče, kao je zgradil si je rečico okrog in potem takoj montaža na to smešno. Potem tudi določene geste, kako on papir ven utrga, mislim, take simple stvari, ki se v bistvu lepo usedejo. Ona je, ko hodita pro cerkvi v temi in pa viš eno lučko vzad. Ne veš, ampak pač zna postaviti in ti narediti komiko iz situacije. Pa čisto že vizualno, ne, mislim, Brolin zgleda, ko Bog, tale karikatura Boga. In prav to fura. Ne? In vedno bolj, tekom filma ga vedno bolj stopnjuje v to. In to se mi je zelo dopadlo. No? Plus, to mi sploh ni bilo jasno najprej, ker jaz nisem prepoznal Thomasa Haydna Churcha, ker ima zelo kvadratno obraz on. Na kar potem ga vidiš, je pa cel point v tem, da zgleda čist drugače kot Thomas Hayden Church, načeloma zgleda zato, ker bo fejkal, da je Brolin. To se mi je zdelo zelo brihtno, da cel cajt ti ni jasno, kaj je narobe z onim, ker ga od nekod prepoznaš in glih zaradi tega ne povežeš, da zgleda isto kot on drug. Okay. Ampak tudi je logično, da zgleda isto kot on drug, ker če on peca Marto, ki je obvisli na neki ravni zacopana v župnika, ne? Hočeš gledati isto kot župnik, da bo pač. Ja, pa res je takšna. Pa tudi to se mi zdi, da v bistvu nobeno izmed dialogov ali pa takšnih bolj podčrtanih stavkov ni kar neki samo napisano zato, da zafilaš minutažo. Ker to, da on reče, kao jaz bi za njo vse naredil in bolj pokaže, kaj ta vse pomeni. Je tako zelo na mestu. Ne gleda, ne posluša bejzbol tekme med. In se mora. Dejansko so predvajali, je tekma, ki je bila na Veliki petek odigrana. To so šli v podrobnosti, super. Ja, in hkrati pokaže na to, koliko ateistična država je Amerika, ker imajo bejzbol tekme, ko bi morali
morali biti vsi v cerkvi. Ja. No, Na postni dan. Ja. Meni se zdi sicer nenavadno, da zdaj rekli smo, da ne bomo v masturbaciji, vi pa zelo bošate tega Johnsona, ampak... To si šparal, dobro. Ampak Manca Noč Oletič nas je tudi vprašala, skratka na Facebooku je napisala en super daljši komentar. Naš zavod je znova zbral izjemno zvezdniško zasedbo, O'Connor in Scott sta v vseh svojih vlogah odlična, zato ko me čakam na ta tretji del. Vprašanje pa, zakaj mislite, da se vračamo k koreninam detektivk, tako v filmih, serijah kot v knjižni produkciji? Detektivke v slogu Agathe Christie so zadnje leta spet v vzponu, odlično je bila tudi miniserija The Resident z vrhunsko Uzo Aduba in prav tako zvezdniško zasedbo, Poker Face z odlično Natašo Lyon in zanimivimi cameo pojavitvami. Orange is the New Black očitno skriva kar nekaj izjemnih igralskih talentov, pa še kakšna bi se našla, tudi žanr lahkotnih kriminal pri knjigah je v vzponu. Kaj je tisto, kar je vedela že Kristin, kar še vedno deluje? Je to čudaški detektiv, izraziti stranski liki, zaplet, napačne sledi, slavne fraze, vse skupaj. Nekako vsi poznamo sestavine, tako pogosto je vse skupaj le neka pogreta enolončnica brez okusa z nametanimi klišeji, ki jo hitro prebavimo in pozabimo. Kaj je torej tisto, kar loči vrhunski ričet od navadne juhe? Kaj so prekajena rebra detektiv? Ja, mi to ima problem s tem, ker ne je mesa. Tako da niso rebra. Meni to ni problem, ampak Če se not kuha, če je samo odpadlo, tako so v pluribus rekli. Mislim, če smo pri tem, kar samo odpade, smo pa spet nazaj pri Wiku. Ja, jaz mislim, da te stvari so zmer ciklične. Jaz mislim, da preprosto potem, ko smo imeli te skandi krimiče in zelo feministične in zelo potencirano nasilje in to, da se pač vračamo zdaj nazaj, da je pač žanr gotovo, da tle se je zaciklil, nikamor ne more, nič novega ne najde in zdaj gremo malo nazaj Cozy Crime, kjer imaš tudi tega, ki je z unimi upokojenci. Cozy Crime. Kako bi to prevedel? Thursday Murder Club. Domačijska kriminalka. Domačijska. Ja, četrtkov imaš prav. Klub za umore. Tako recimo take stvari, jaz mislim, da je po eni strani pač logično, pač imaš močne karakterje za serijo ali pa film, je to ful dobro, ne precej boljš, kot pa ta neka bolj srhljiva thriller varianta kriminalke. No. V svetu velikih jezikovnih modelov ti pravzaprav tle še edina šansa so pa te kriminalke, da nekako svoj umostriš. Okay. Žanco je bilo zelo resno, lepo od tebe, ja. V svetu. Ampak to je edina taka izjava. To je epizodo, ki sem jo pripravljen dati za ta honorar. Hvala. Ja, kaj pa vidimo, mislim, da mi to ti, ki nisi fan kriminalk, recimo, a ti je ta verzija, a ti je to ljubše kot pa ne vem. Seven ali pa Girl with Dragon Tattoo. Ne, sorry, jaz moram reči, da mi je Seven ali pa Girl with the Dragon Tattoo bliže. Predvsem, ker so komadi od najničnejših. Ne, vibe, atmosfera, pa vizualno so mi bolj zasičeni. No. Sicer isto cenim tale žanr, zaradi tega, ker če je dobra zagonetka, da me vleče naprej in to cenim, ful cenim. Kljub temu, da nimam talenta za ugotavljanje, ampak pač če še dodaten tale narativ, ki se dogaja na vizualni ravni, mi je pa toliko boljš, tako da jaz bolj gravitiram k temu. No. Igor, meni se zdi ključna razlika, zdaj pač, če vizualije pustimo ob strani, v tem, da te noir pa te zadeve te hočejo šokirati in te pokazati, kako grozen je svet z nekim koščkom, kako se mogoče lahko stvari izboljšajo. Medtem ko ti tele bolj cozy kriminalke hočejo pokazati, koliko svet ne rabi biti nujno grozen in koliko je ta grozna stvar, ki se zgodi, neka aberacija, neko odstopanje od norme. Tako da načeloma bi raje verjel v tak svet. Pa ne vem, no, mislim, se tudi gre pač za to, da mislim, da smo se, za razliko od Mitota, nas večina nasičila, mislim, imeli smo preveč tega noarja, preveč teh groznih stvari, ker pač tudi mora biti potem potenciranje, ki pride do nekega absurda, da je pač ta nezbojev junak vedno bolj zapit, pa da je na eni točki ga bo kap, na eni točki mu bojo razpadla jetra. In tudi
pač, če bereš cele te serije, pri teh Skandi, pač stvari, ki so začeli jih pisati v 90-ih z junakom, ki je 45 ali pa 50 star in zdaj 30 let kasneje je ta junak star 55, ampak jih je svet... Mislim, malo imaš problem, mislim, na nek način so kot James Bond, ki pač ostane isti, ko se čas spreminja, ampak na nek drug način pa jih hkrati probajo narediti realistične, pa navezave na vse stvari, ki so se jim prej zgodile in potem tu malo pač za desetletje to ne gre več skozi. Ti si se odtajil od štajerstva, stari. Obstajajo meje, koliko lahko piješ, predno razpadeš. Ja. Tega štajerc ne moreš. Pa jaz bom dal še znat kompjut. Pa jaz bom tudi dal še to, da meni recimo tako Ozikram dober deluje v slovenskem okolju. Ker recimo nimamo zdaj nekih velikih političnih zarod, mafije, ne vem kaj. Mislim, seveda imamo vse to, da se razumemo, ampak recimo Ampak se dajmo pretvarjati, da nimamo. Ja, ampak Črni kronik je precej več tega, pač ne vem, bližnji je ubil nekoga. Pa tako radio je imel. Ja. A ja, te bolj umori strasti. Ja, mislim, francoski umori. In se mi zdi, da ta tudi kako smo kot skupnost, kako delujemo. Mislim, da se tle Kozikram dosti bolj zna obnašati. Skratka, to. Ja, iščem segway. Ja, daj, come on, do it. Tole, vrnem nazaj na Božič, jaz upam, da niste nobenega umorili in da... Wow. Da boste počakali, da Herod pride na nedolžne otročičke. Mislim, ljudje... To pa moram reči, da je ena bolj zabavnih stvari, ki sem jih v zadnjem času prebral na social media, da je bil pač koncept, da bi bil Herod, ki gre ubijati otroke, ampak je home alone. Tako da vsaka bajta, ki jo pride, ima neke pasti. Okay, to je bila tudi dobra taka igrica v stilu Donkey Konga. Ja, glej, imejte se radi. Mi vas imamo kdaj radi, tako da... Iz strasti. Ja, ne še zaključiti. Nismo povedali te najpomembnejše stvari, kar se tiče Knives Out. In to je najpomembnejše. Da so bili v Sesame Streetu. Knives Out. Ja, Forks Out. Detektiv Benjot Blanc, sicer je mu en drug glas, ampak so bili tik, mislim, en teden pred začetkom itaka, nekaj zdaj je Sesame Streetu na Netflixu in pa gruntajo, zakaj, mislim, da Elmotu, kdo je pojedel pito. Wow, Ok, imamo skratka franšizo in vesolje. Vse je. Aha, ja, še ena stvar, naslovi. Naslovi so po komadih in sicer Knives Out je po Radiohead, ne poslušam tega benda, ne, Knives Out. Ja, Knives Out, ne poslušam tega benda, ampak sem slišal, da enim je všeč. Super komad je Knives Out. Glass Onion je po Beatlih in enem, ampak ne, on vedno neki back of catalog poišče, kljub temu, da ima znane bende in Wake Up Dead Man je pa U2 iz plate Pop. In vedno to pa poznaš. Ja, valjda. Pop je ena njihovih najboljših plat. Dobro, ti bom verjel na besedo. Dajmo brzdati to navdušenje. No, ampak vedno je veljalo prepričanje, da tu Bono izprašuje svoj dvom v vero in tak dalje. Ampak Edge je napisal komad. So edgy. Ja, in je bil pač midlife crisis komad, ja. Jaz sem tukaj roko dvignil. Vi se še na koncu pogovarjate o tem, kaj trenutno berete? Zato, ker nismo predvideli, ampak sem hotel povedati eno knjigo, ker sem se spomnil glih na to, pač Skrivnosti zaprtih vrat. Christopher Brookmeyer, on je moj najljubši pisec, kriminalk, Škot. The Cracked Mirror, lanska. Ne bom sploh načas zdaj, sad dejte si pogledati, res je. Ima ta Locked Room, Skrivnost, drugač poleg tega pa Doktor in povodni mož. Karlamov pa... Ja, pa če smo že pri tej založbi, zdaj čakam, da bom dete iz gozda od Sergeja Coranoviča, ki vam je z plavalcem zelo tako, pa ste gledali The Chair Company? Ne še. Veste, kaj zamujate. Bomo gledali. Tega pa res ne moreš opisati. Skratka, The Chair Company zelo priporočam. Zelo priporočam. Če gledate po slovenskem HBO-ju, je to velika zarota. Ja. Okay, ne vem. To so neki na Discordu, ampak nisem razumel, ko so dali prevod pa Pluribus. Da strinjam. Pluribus se strinjam, ja. Ko smo pri žanru,
bom izkoristil priložnost še za 2-3 plate. Sicer od Izopa Rocka, It's a Mess Out There. Druga njegova letošnja plata, že čisto zaradi, se mi zdi, ker smo že pri primerjalni književnosti, ki ima not I'm dressed for I'm dressed for the Dickens, but it's all Franz Kafka. Wow, to prav mi je dalo misliti. No, evo. Pa plata od Billyja Woodsa, Gollywog, ki je pa kot bi horror film, dejansko je sestavljen kot horror, se pravi ta pač položaj pač ljudi brez pravic, z manjšimi pravicami, kako gre skozi, in je naredil pa še remix plato z Augustom Fanonom, ki je v Gollywog, pa Rozalijo se poslušajo. Meni ta nova plata ni tako sedla, moj priznam, zelo mi je nenavadna, ampak moram še dati priložnost. Mene pa glih to, jaz se to prej nisem poznal, meni je mojca predstavljanje, ko se vidi, da ni preračunljiva, kam ne bi take stvari šel delati, zdaj bomo pa mi to tako naredili, da bomo to pa definitivno prišli na lestvice. Prejšnja je bila čist zelo pop, no meni so bile prva njena pa druga, zdaj prejšnja mi ni bila tako motomami, tale pa mi je weird. No, vse to je weird, ampak je sklop se skup. Ampak karte za koncert pa nista dobila. Ona gre. Resno? Ja, Mojca je dobila, grejo. Vidim, da je bilo spet nora. Jaz grem na Wu-Tang. Da si razdelila. Ja, tako. Okay, cool. Na Exhibitu se tudi vidimo. Na Exhibitu se vidimo, kje si bil na premieru pa Alchemistu, kje si bil na Elucidu, motherfucker. Ljudi ne. Motherfuckerji. Poslušali ste 240. epizodo oziroma 8. božično epizodo. Zelo družini prijazno podcasta, ki sliši na ime Obod. Podcasta za serije, filme, resnike, špile in knjige vseh žanrov. Od F do S, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Boštjan te stisne, Gorenc, jaz imam travmo pižama. Igor, zdaj smo, kjer smo. Harp, Mito, njegov korenjak se mu dvigne Gegič in Aljoša. Ti si šta? In Aljoša, masturbacija ni nič slabega. Okay, to je v redu. Veš, kako lahko družinsko naredimo, ne več modeliranje rakete. Aha. Lepo. Kaj delaš v sobi? Modeliram raketo. Skratka, vsi najstniki, ki poslušate, zapomnite si tole. Ne petard, rakete v roke. Ali pa obdelujte les. To je za Ostrška. Tole epizodo smo posneli v Kožu, knjižnici Otona Župančiča, ki se zahvaljujemo za gostoljubje, predvsem pa se zahvaljujemo instituciji javnih knjižnic za vse, kar so naredile za nas. Javne knjižnice so eden najpomembnejših gradnikov skupnosti, demokracije in egalitarizma. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljate, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije, ki ni Spotify, in nam tam dajte kakšno ceno. In če v naslednjih dneh načrtujete kakšen umor, ne puščate knjig ali filmov, po katerih ste se navdihovali zanj, ležati okrog na vidnem mestu, da jih ne opazi kak prefrigan detektiv. Če pa vas je navdihnila kakšna naša epizoda, pa jo le priporočite policiji, tožilcu, sodišču, pa tudi sojetnikom na Dobu. O dobrih podcastih pa je treba govoriti. Podcast najdete na Facebooku. Misko enega štiha že. Ti veš, da je bila nekaj časa v ženskem zaporu je bila Hilda Tovšak knjižničarka. Wow. In gotovo je naša velika poslušalka. Podcast najdete na Facebooku, živo Hilda, Instagramu. Zaenkrat tudi če na Twitterju oziroma X-u, vsekakor Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih, med platnicami in na ekranih, v naših epizodah in seveda masturbaciji. To je bila 240. epizoda podcasta. Hvala vam za vašo pozornost. Osvežilna fronta so imeli nedavno oddajo o masturbaciji, tako da če ste zelo mladi, tisto pogledajte. Bistveno, bolj kot to. Vi pa upam, da ste to poslušali med polnočnico. Ja, vsekakor. Boljško bejzbol. Ali pa če ste poslušali pred Božičem, dajte to med Božično večerjo gor. Tako, medtem ko jeste in se bašete.
Slišimo se sploh spet. Jaz, ko grem ven za božič jesti, na večerje. Falafel plača. Se da greš Ani Roš in vzameš Bluetooth zvočnik in si daš obod gor. Grem v falafel plac, ker pač Jezus je bil iz Bližnjega vzhoda, tako da moraš jesti bližnjo vzhodno hrano, obvezli. Ja? No in pač falafel plac, lahko dam zvočnike, to jim bo všeč. Ja, pa da bo poslušal o masturbaciji. Ja. Vsak mora poslušati o masturbaciji. To je zdravo, ljudje. Slišimo se čez teden dni. Kaj poslušanje o masturbaciji? Tudi. Ko bo na sporedu novoletna epizoda, ker bomo govorili o End of Days, se pravi o koncu sveta, tako da en teden še imate masturbirati do takrat. In srečen Božič, nov let in Festivus in Hanuka in vse, kar praznujete. Jaz bom sam rekel, glede na to, koliko je danes Aljoša govoril o masturbaciji, njegova knjiga ni literarna masturbacija, ampak je res dobra. Ja, Dajte jo brati. Lahko, ne bo.